Pomlad je čas, ko razmišljamo o sejmih in ne kar tako. Tu pri nas v Dolenjskem, Posavskem in Belokranjskem prostoru zagotovo razmišljamo o Gregorjevem sejmu. Kaj bomo kupili, kaj bomo našli tam, da nam bo doma na kmetiji lažje. In če ne samo zato, da srečamo prijatelje, da z njimi poklepetamo, da se enkrat na leto srečamo. Pa še veliko tistega bomo spoznali, kar je novost, morda znotraj tehnologij pridelave na naših kmetijah. Skratka, na sejmu, na Gregorjevo je nagrabno potrebno biti. Ja, sejmarska dejavnost je v svetu zelo dobro razvita. Pri nas v Sloveniji pa lahko na prste roke naštejemo omembe vredno dogajanje v tej gospodarski panogi. Tu je Radgona, pa gospodarsko razstavišče v Ljubljani, pa Komenda, pa mogoče tudi novomeški sejem. Res, da lokalna okolja ponujajo sobotne sejme širom po Sloveniji, vendar v gospodarskem smislu so ta dogajanja pravzaprav nepomembna. Zakaj je pravzaprav potrebno oditi na sejem? Prvič, spoznati želim razvojne smernice panoge. Torej nekaj, kar me zanima doma na kmetiji, lahko znotraj te sejemskega dogodka zagotovo raziščem. Drugič, spoznati želim eksploatacijske možnosti posameznih strojev, kar pravzaprav pomeni, da zvem sposobnosti posameznih strojev, mogoče tudi cenovni razred, materiale, kaj vse nam stroj v resnici ponuja. Trgovec mora prodati. Na sejmu pa se pojavi tudi izdelovalec stroja in ta izdelovalec stroja naj bi v principu povedal in razložil, kaj s tem strojem je, kakšne so njegove sposobnosti in kaj so njegove prednosti. Ugotoviti želim tudi cenovni razred tistega, kar kupujem. Velikokrat se pravzaprav odločamo na osnovi barve, naj mi ne zamerijo, ampak kolikor denarja, toliko muzike, pravijo izdelovalci strojev, in cenovni razred posameznih firm je pravzaprav določen znotraj tega dogajanja. In takrat lahko ugotovimo prednosti nekaj, kar je boljše, in prednosti tistega, kar je sicer manj, ampak za našo majhno kmetijo še vedno primerno. Ne nazadnje, srečati želim prijatelje. Na sejmih se velikokrat srečujejo med seboj tisti, ki imajo skupne načrte, ki so vpeti v ta kmetijski prostor, in na sejmu boste svoje prijatelje zagotovo srečali, velikokrat pa se odpeljejo z avtobusom istomisleči, na primer vinogradniki. Potem je važno, da tekmujemo tudi na sejemskih ocenjevanjih. Ja, sejmi ponujajo zelo veliko teh tekmovanj in predvsem v raznih okoljih, naj si bo siri, naj si bo pijače, naj si bo do vina. Skratka, tekmuje se in priznane znamke se že vidijo recimo na nalepkah posameznih vin in imajo določeno vrednost. Sam razmišljam o predstavitvah domače, predvsem opremljevalne industrije, ali pa o predstavitvih domačih izdelkov, recimo za samo prodajo. Tu vidim vse tiste, ki se poskušajo v tej majhni industriji, predvsem kmetijske mehanizacije ali pa kmetijske opremljevalne industrije, pojavljati na sejmih in predstaviti vse tisto, kar pravzaprav smo. Tu se velikokrat nabor ustavi. Današnji sejmarji so ponavadi trgovci, ki velikokrat pozabijo na tisto, čemur smo rekli v šolstvu blagoznanstvo, in ne predstavljajo tistih, kot sem prej rekel, eksploatacijskih možnosti oziroma sposobnosti posameznih strojev. Niti ne predstavljajo cenovnega razreda, ampak v večini primerov se ozko zapirajo v okvire neke lastne blagovne znamke in to ponujajo za vsako ceno. Kje so dejansko časi, ko so za te potrebe zadružni svetovalci
ali svetovalne službe, inštituti in fakultete izdelali primerjalne študije in so se kmetje odločali na osnovi teh. Danes se te študije ne delajo več. Pravijo, da predvsem Evropa to preprečuje, ker se nekdo, ki se pojavlja s takim poznavanjem določenega okolja, lahko okoristi. Sam pa dobro vem, da ko bi se kmet na svojih majhnih površinah le malo okoristil, ampak tega preprosto v velikih državah ne vedo in ne razumejo tega razvojnega trenda, ki se je včasih v tej naši državi že lepo udejanjalo in pravzaprav povedalo in pomagalo samim kmetom pri nabavi določene opremljevalne tehnologije, zaščitnih sredstev, gnojil in tako naprej. Danes se te študije ne delajo več, ker bi dejansko v smislu javnega naročanja bili takoj v prekršku in favoriziranje posameznega zaščitnega sredstva pravzaprav lahko povzroči kar pravi alarm, bi lahko rekli, tudi v politični sferi. Tako nam ostane, da gremo na sejme, na domače, če pa nameravamo biti v trendu, kot se temu reče, pa vsaj vsake 2 leti moramo tudi na tuje. Veliki so ti sejmi po svetu. In tisto, kar sejmi ponujamo, pa lahko brez škode recimo opredelimo. Predvsem se zavzemajmo za to, da je izdelek domač, ker je dvakrat korist tisti, ki ga kupi, pa še potem plačani davki in tisti, ki je izdelek izdelal. Da povprašate v lastnem okolju kvaliteti in se ne odločate na osnovi barve, pomeni, veliko je prijateljev, veliko je znancev, ampak ker ima sosed zelenega, hočem jaz modrega in to je največkrat največji problem. In da predvsem kupite izdelek primeren za vašo kmetijo. Velikokrat kupujete zaradi časovnih stisk in stroj kupite zato, da ne boste čakali tistega primernega vremena ali trenutka, ko so posamezni pridelki na njivi zreli ali pa ko je potrebno opraviti določena opravila. Vendar znotraj tega, vsaj bi lahko rekel, svetovalna služba in strokovne službe preklemano dobro vedo, kaj je tisto, kar moramo imeti na razpolago in kaj bi lahko skupaj s sosedom kupila skupaj in bi praktično postorila vse na teh majhnih kmetijah. Veste, 3-4 hektarje je praktično nič in samo malo pameti, malo sprege, pa bi že lahko veliko ceneje pravzaprav postorili vse skupaj, predvsem kar se tiče nabave samega stroja. In pa tisto, kar sem napisal na koncu, pa je najbolj pomembno je, da je zagotovljen servis. Kolikokrat vidim stati stroje, ki so neznanega porekla, barv vseh mogočih in predvsem zaradi tega, ker znotraj našega slovenskega prostora ni servisne dejavnosti in velikokrat moramo takrat odšteti velike denarce in pa predvsem ne dosežemo tistega, čemur smo rekli, kupujemo zaradi tega, da bomo imeli doma na razpolago v tistem trenutku, ko bomo to rabili. Takrat pa se ponavadi stroj ustavi. Še nikoli nisem videl samonakladalne prikolice, da bi stala, če ni bila mrva pokošena in se je pripravljalo k dežju. Sam sem bil pravzaprav najbolj vesel, ko sem na sejmih srečal domače izdelovalce. Še bolj pa, če sem videl recimo razstavljeno blago naših domačih blagovnih znamk. Naj bo to vino, naj bodo to siri, naj bodo živali, naj bo dobra gostinska ponudba, naj bodo dobro ocenjeni prehranski izdelki. Tu se mi zdi, da je predvsem važno, da predstavimo, tako kot smo v lanskem letu na sejmu videli, tudi recimo naše lastno dogajanje znotraj raziskovalnih okvirov. Pa vam lahko povem,
profesorja poznam, da kobilje mleko, z njim se ubada že kar dolgo vrsto let, dosega vrhunske rezultate. Ni plod nekih sinergij, ki nastajajo znotraj inštitutov, fakultet in šol, ampak pravzaprav zagrižena zadrtost, bom rekel, posameznika, ki poskuša dopovedati, da je tudi v tem denar in posel in da so nekateri pripravljeni za tak izdelek odšteti veliko. Da je pravzaprav drobnica, ki je v Sloveniji izjemno poznana, tista, ki zna potegniti v tisto pravo smer. Ne samo to, da recimo z malimi živalicami, kot so koze in ovce, dosegamo neko popačenost, neko okoljsko sprejemljivo dogajanje v teh naših hribih, ampak gre predvsem za to, da so izdelki iz tega izjemno poznani. Nanoški sir, pa še kakšen od teh, da ne bom brcal samo v uno smer, kjer se ti pojavljajo, recimo kozji sir, kdo ga ne pozna, se pojavljajo kot neka specialiteta, delikatesa in kjer je možno samo na tak majhen, ročen način doseči to, da smo potem na koncu samim izdelkom zadovoljni, se ga zlahka prodamo in za njega zaslužimo cvenk. Ta smer, to razmišljanje se mi zdi predvsem v tem ustvarjalnem smislu zanimiva, saj pravzaprav na sejmu dajemo prednost sami sebi, domačemu, pridelano na naših njivah ali izdelano v naših tovarnah. To lahko dopolnjujemo s tujo ponudbo, ki je boljša, kot pa da se obratno, recimo, tuja dopolnjuje z nečem malim, kar je našega. Lahko bi rekel, da je v tem našem prostoru sedaj kar veliko tega dogajanja, ne bom rekel samo ocenjevanje teh izdelkov, pa potem promoviranje določenih tehnologij. Tu znotraj so potem tudi posamezne vrste ali pasme živali, pasemske lastnosti posameznih in tako naprej. Ampak bi predvsem lahko rekel, da je v tem smislu zagotovo veliko tistega, kar na nek način promovira tudi to kmetijsko dogajanje znotraj tega našega prostora. Lahko bi rekel, da je predvsem po zaslugi rakičanske kmetijske šole na sejmu v Radgoni nastal vrt, ki promovira pridelavo določenih vrst rastlin in pa ki predvsem v glavah ljudi, ki sem jih tam spremljal in opazoval, pravzaprav poraja razmišljanja, kaj bomo počeli doma, česa se bomo še lotili. In če bi vedeli, kako zanimivo in kako izjemno pomembno je pravzaprav poznavanje posameznih semen, nabava posameznih semen, kako moramo o teh semenih razmišljati, da jutri ne bomo imeli več težav. V tem času smo recimo slišali veliko o novogoriškem radiču, mogoče sem narobe imenoval, ali pa o kakšnih posebnih vrstah ali pa pasemskih vrstah živali, kot so recimo naši posavci in tako naprej. In da se tu znotraj potem, ko se sprehodijo po tem našem vrtu, otroci, starši, stari starši skupaj pogovarjajo o tem, kaj bi bilo prav, da bi doma posejali. Veste, doma ostaneš sam, neizmerno sam in ponavadi z malo cvenka v žepu kupiš tisto vrečkico nekega semena, tistih 5 vrečkic, ki bi pa dajale neke primerjalne študije ali pa analize o tem, kaj bi bilo prav, da bi vzeli v roke, tistega pa ni. In tu na sejmu se velikokrat, saj poslušam svoje kolege iz te srednje šole, kako na kakšen način predstavljajo posamezne sorte. Tu so seveda še potem naše semenske hiše, ki ponujajo in ohranjajo predvsem naše slovenske sorte. Že jutri bo izjemno pomembno, koliko tega bomo imeli svojega in kako nas bodo potem multinacionalke okupirale z
preklemano velikimi dajatvami, takrat, kadar gre za njihovo zaščiteno seme. In prav zaradi tega je potrebno o tem razmišljati veliko in pravzaprav vsak trenutek in vsak dan. Ja, in na sejmih je možno, da pogledamo, kako je kaj. Pa mogoče tudi inštitucionalno. Tu se srečujejo recimo srednje šole in srednje šole so se ekipirale v ponudbo vsega, kar je v tem prostoru pomembno. Pravzaprav bi lahko rekel, da vsaka po svojimi specifikami v svojem okolju poučuje za potrebe kmetijstva. Tu so potem fakultete, tu je recimo zadružna zveza, tu so še posamezne inštitucije, kot je Kmetijski inštitut, ki tako ali drugače sodelujejo in na teh sejmih morajo predstavljati in povedati o sebi čim več, saj so tu ljudje vse te dni, ki to hočejo slišati in je prav, da vedo. Danes opazimo, jutri povprašamo in mogoče tretjič, ko pridemo, že spoznamo. Na našem domačem sejmu v Novem mestu, kjer Novomeška kmetijska zadruga na Grabnu, na Gregorjevem sejmu, lahko rečem, da sem bil v zadnjem času predvsem vesel tistega dela predstavitev, predvsem teh domačih hišnih pridelovalcev in zdi se mi, da zelo pomembno postaja ta predstavitev znotraj tega prostora tista in tisti okras sejma, ki privabi predvsem tisti potrošniški del občestva. Stroj kupimo, da nas razbremenijo dela in zato na najcenejši možni način pridelamo hrano za potrošnika. Vmes pa je seveda še termin zdrava in varna hrana in to je potrebno predstaviti. V tem trenutku je bil velik evropski sejem Biofach, kjer so predstavljali na grižljaj natančno tisto, kar se v biološkem smislu prideluje. In tu pravzaprav posamezniki, ki ponujajo tisto, kar recimo potrošniki in obiskovalci, predvsem v Novem mestu tega vidim veliko na Novomeškem sejmu, da pravzaprav poskusijo in da potem tudi zvedo, kje se to lahko kupi. In največkrat je vprašanje, povej mi, kako, na kakšen način bom svoje domače salame lahko peljal recimo v Kanado, je bilo sedaj postavljeno vprašanje. Kako, na kakšen način bom kupil sir, ki bo takšne in takšne vrste. Namreč zdrava in varna hrana, za katero tudi lahko poiščemo vse, kar rabimo, recimo seme, gnojila, fitosanitarna sredstva. Mogoče še srečamo in na sejmih se organizirajo tudi v Novem mestu, predvsem strokovnjake, kmetovalce, ki so tam, zagotovo na sejmu. Ne bodo tam na onem, kjer se prodajajo recimo plovila. Tu na kmetijskem sejmu pa lahko povprašamo, če kaj ne vemo in rad bi rekel, da radi svetujejo, radi polemizirajo. Sejem, to bi lahko rekel, da je v nekem smislu tudi mogoče v tem, grdo bom rekel, tercialskem smislu, kaj zazvedeti. Samo znati moramo ločiti seme od plevela in zaznati, kaj je znotraj tisto, kar je pravo. To pa bomo dosegli samo tako, da bomo poznali določene prvine tistega, kar hočemo nabaviti, da bomo zvedeli, kako se to skupaj obnaša, povprašamo in že imamo mogoče odgovor. In kaj bi rad tukaj znotraj rekel? Predvsem vas prosim, nikakor ne kupujte na pamet. Namreč na pamet kupiti nekaj, se zaleteti, Lucefiks, premalo in zaslužite na teh vaših kmetijah, da bi lahko na tak način uničevali tisto, kar ste težko prigarali. Zato je važno, da se takrat daste podučiti, da povprašate in da ne kupite kar takoj. Dejansko je tisto, kar je še zelo pomembno, ne kupujte v časovni stiski. Če ste lahko do sedaj toliko let zdržali brez tega, kupite sebi primeren stroj, sebi primerno seme, sebi primerno gnojilo, dajte razmišljati o tem na pravi način, še posebej takrat, kadar lahko škodite okolju, ker na tak način škodite tudi sami sebi. In 7-krat razmislite, nič ne stane. Drugače pa vse, kar kupite, potem doma kot navlaka ali pa kot šara, ki je neuporabna, lahko povzroča hude probleme.
O tem bi pravzaprav rad opozoril na zadružnem sejmu in sejem postaja vse večji, je druženje prijateljev, znotraj tega lepo poskrbljeno tudi za tiste, ki nas kmetovalce potrebujejo, ki potrebujejo zdravo hrano, tudi otroke vidim na tem sejmu. Veliko vsega je, kar pravzaprav pomeni nam samo veliko pomoč. No, ker opazujemo vse skupaj na lanskem sejmu v Gornji Radgoni, nekaj malega tudi na lanskem Gregorjevem sejmu, pa bi rad rekel tako. Namreč na sejmu je potrebno zastopati tisto, kar smo, prikazati tisto, kar imamo doma, tisto, kar znamo sami izdelati. Zato je potrebno sejmarjenje. Če se samo postavljamo s tistim velikim, kar je od drugod, ja, potem je potrebno šteti cvenk in zaslužili s tem ne bomo. In prav zaradi tega je na sejmu potrebno razmišljati tudi drugače. In sicer tako, da se predstavimo, da pokažemo, kdo smo in kaj smo. Združenje rejcev posavskega konja se je na Radgoni predstavilo tako, kot se mi zdi, da je prav. In pogledali bomo, ker so zraven vse skupaj, torej posavskega konja opremili še s tistim, kar je tradicionalno, poroko. In posavski konj velikokrat vozi poroko in poglejmo, kako na kakšen način so to postorili. Poroka z vpregami je nekaj posebnega in ostane svatom ter mladoporočencem v večjem spominu. Danes vam bomo na kratko predstavili, kako so to počenjali nekoč in tudi danes velikokrat vidimo, ko samski fantje iz vasi Ženinu, ki bo odpeljal vaško dekle, pripravijo šrango. Zahvalil bi se Mateji Jaklič in gospodu Andreju Slogoviču, s katerim smo se dogovarjali in ki sta nam ugodili našemu načrtu. Šrango bo izvedlo kulturno društvo Kapelje, sekcija za ohranitev kulturne dediščine. Šranga bo potekala v maneži, potek vsega bo predstavila predstavnica Konjerejskega društva Kapele, gospod Mahela. Spoštovani, ogledali ste si in si boste še lahko dosežke sodobne tehnologije, dosežke znanosti, stvaritve človeškega uma in še marsikaj. Tu na tem prostoru pa lahko zrete v iskrive oči naših konj, ki že tisočletja bistveno ne spreminjajo svoje podobe in o katerih je že govoril predsednik Slovenskega združenja rejcev konj pasme Posavec s sedežem v Posavju, gospod Anton Simonišek. Dovolite mi spregovoriti še nekaj besed v imenu kulturnega društva Kapelje, sekcije za ohranitev dediščine, ki je povabljena sem, da predstavi to čudovito žival v veseli delovni vlogi. Konj, ta plemenita žival, je služila človeku od zibeli do groba, služila mu je za delo na kmetijah in za prevoze veselih in žalostnih druščin. Na podeželju, tudi v Posavju, je bil konj še nedolgo tega nepogrešljiv delovni stroj in konjska vprega edino prevozno sredstvo. Ostalo je le še malo ohranjene preteklosti podeželja, o tem se skoraj več ne pogovarjamo, kot da se sramujemo in vse gre neusmiljeno v pozabo. Kulturno društvo Kapelje, naša sekcija za ohranitev dediščine, pa se trudi to ohraniti, podeželsko preteklost, to skromnost, to preprostost, to delavnost, v kateri so bili konji nepogrešljivi. Tudi pri porokah so bili nepogrešljivi v vseh letnih časih. Vozili so svatovsko obsedo, od ženina do neveste, od neveste k cerkveni poroki, pa zopet na nevestin dom, od katerega se je poslovila in odšla za snaho na ženinov dom. Vse to dogajanje smo vključili tudi v celovečerni film Tak ti je to bluh, ki je rekonstrukcija življenja ljubezni in svadbenih običajev v kapelah po drugi svetovni vojni in to v domačem kapelskem narečju. Ves čas nas vodi moto, da brez preteklosti ni sedanjosti in ni prihodnosti. No, sedaj pa bomo, ker smo na povabilu Slovenskega združenja rejcev prišli sem, vam bomo danes predstavili le majhen delček avtentičnih svadbenih običajev s konji, ki sega v 50. leta prejšnjega stoletja.
Prikazan bo tisti del, ko se nevesta, ki je že poročena, poslovi od svojih staršev, bratov, sester, sosedov, od svoje rojstne hiše in se odpelje v novo življenje na možev dom. Ženin bo moral plačati, da jo sme odpeljati, za kar so poskrbeli domači fantje na šrangi. Ni pa manjkalo vaških tračaric, ki so skrite ocenjevale svatovsko obsedo. No, to običaj je pa ostal še danes. Želimo vam, da uživate v našem prikazu, da se vrnete v preteklost, ko je bila vendarle kljub revščini ali bolje rečeno skromnosti lepa. Če kdo, so kapelci pravi mojstri v prikazu običajev, kadar gre za ohcet. In prav veliko tega so pokazali na sejmu, 7 dni so bili tam in predvsem bomo vzeli ven iz konteksta nagovor očeta in pa ogledali si bomo, kako se je na ohceti šrangalo. Draga nevesta, danes je slovo od rojstne hiše. Mogoče boš to točno solzo za mladost, ki si bude pustila. Vendar naj bo ta solza sreče, saj greš novemu življenju nasproti v novi dom. Starši so ti dali vse, kar je bilo v njihovih očeh. Svojim zbrednim življenjem so ti podali najplemenitejše vrline, spoštovanje, poštenje, delovnost, ljubezen. Odnesi te vrline na novi možev dom in na njih nikoli ne pozabi. Dober dan, dober dan. Tu ste pa nas počakali. Vas smo počakali, ne vem, če smo vas počakali. Počakali smo pa enega tatiča, ki je ter pri nas iz Logonskega to nekaj vkraste, ali tako ne bo šlo? Bo, tako pa ne. Ne, tako pa ne gre. Torej, ko pa vi sploh delate, imate veselnike s seboj, dober dan, gospodiči, vi ste prišli lepo nakrancani, pa ne veš, kdo je lepši, Kobile ali vi. Ko ste se pa vidno menili? Mi imamo pa enega šloh koja, kako bi ta se imel, kako bi ga kumat delal? Ja, pa bi enega dali kumat. Ne bi on pelo. Verjetno, da mu kumat preveliki zdaj. Kumat bi se mi prilagodili. Vi ste samo ljaki odbeg in tam Ne moremo se mi vam odmegniti, mi čakamo. Mi čakamo onga, ko je nam z Logonskim klubom najlepšo rušco spelal z Logonskega. To pa ne vem, če ste vi, ne vidim nobenega druga, ko vas tri. Se jaz tudi ne vem, kakšne klubje tu čakajo, pa si tako prijesno, ko jaz se strati. Jaz sem še... Ne bomo pokaži, da bomo to predstavili, ne? Jaz sem še Ford Puba. Znači ti pipa bek, ne? Neč pipa bek, preveč jih je bilo, pa nisem vedel, kaj bi izbral. Ali da sem sam ostal. Ja, viš. No, pa kaj je zdaj, kdo ste vi, povedali? Ali ste vi mogoče zunega, ki je humanistega dobiča poleg sebe, ko je nam cel našo mrežo zvrstiti? Klub je, te so pravi, odložite karte, te imajo našo mrežo. Ki je ta tatič, ki je prav? Ni to tatič, mi smo pripeljeni dnevi, ne? Ponovati so to, Mi smo tam za Sokol doma dobro vemo, da tudi najhujše lopovčine se po dnevi dogajajo, ne pa po noči. Mi bomo lepo dali našo mrežo, vaši knjigi, nekaj je ona živ kapela, zato ki je tudi on vredi, ali tu šla. On je pa že toliko dal za pijačo, da ni treba nam. Ne, on je dal za pijačo, tolikrat pa ne. Znači, moraš iti kameradnik, nora kameradnik. Vse košta, denar je pa le,
Nor bi bilo. Pa velik začetek noro. Velik začetek noro. Mi smo se zmenili tako, 50 je pa velako naše mjerke. To ni bil en dan, že sem enkrat povedal, tudi Miho je od kraja mogel potegniti malo bolj na brzino, tako da veš, da mi ne lažemo, ne? Mi smo se trudili za tvoje mreže. Ali ko se rekel, 50 je, mi rampo odpremo, vi pa pojte tam še čekaj. Vi ste svoje povedali, zdaj boš kaj svoje povedali. Mi mislimo, da bi bil 25 dosti. Dosti. To je veliki gor. To je veliki gor. Se mogoče je nekaj res več vredna šlo. Samo mislite, se že mislite tega. Niste znali meriti. Jaz bom rekel tako, če smo že mi te naredili en plus. 25 je dosti za Miha, kaj bo šel vprej. 25 pa še za Nežo. Lepo si povedal. Kao da bo je Miha šrajno, vi nam samo Nežo šrajnete. Miha ni vaš. Ja, in ob koncu, kaj bi lahko rekel ob koncu? Lahko bi rekel, da je sejmanstvo pravzaprav gospodarska panoga, v kateri se mi predstavimo ali pa ne. Če nas na sejmu ni, potem se ne bo zgodilo nič. Niti v smislu, da nabavimo kakšen stroj, ki je primeren za našo kmetijo, niti v tem, da pokažemo, kdo smo in kaj imamo za prodajo. In prav zaradi tega je izjemno važno, da v sejmu razmišljamo tako. Če kaj imamo, potem odidimo na sejem in to lahko prodamo. In še več, če iščemo nekega pomočnika, bomo takrat na sejmu zvedeli od mnogih razstavljavcev, kaj je tisto, kar bo mogoče primerno za našo kmetijo. Ja, za to gre, zato je potrebno na sejem.